V studiu je zdaj z nami Anja Ciglarič. Anja, kje sploh smo v primerjavi s sosednjimi državami, kako nas ocenjujejo turisti? Ja, Mirko, Slovenci smo lahko res ponosni, ne le, da sledimo svetovnim smernicam, ampak jih tudi ustvarjamo. In tukaj se naši sosedje lahko učijo od nas, tako po kakovosti, kot tudi pokritosti se uvrščamo v sam svetovni vrh. V letu 2015 smo bili denimo s povprečno oceno 93,3% najboljši na svetu, po mnenju uporabnikov, in še danes smo v zgornjih 5%, odvisno od sezone in ocenjevanja, struktura gostov pa se počasi spreminja. Po večini so še vedno mladi, rečemo tu segment tam 15 do 30 let, čeprav je vedno več družin, ki spoznavajo hostle kot način preživljanja svojih prostih dni, dopusta. In če naprimer za hotele velja, da standardi narekujejo vzdušje, v hostli velja, da vzdušje narekuje standarde. In v Sloveniji smo naredili še en korak naprej. V Podcerkvi v Loški dolini je vrata odprl hostel, ki je v celoti prilagojen ljudem na invalidskih vozičkih. Gre za prvi hostel, ki ponuja možnost namestitve za večje skupine invalidov. Pri njih lahko prespi okoli 40 ljudi. Pripravljajo pa tudi že slikarske delavnice, izobraževanja in seveda dogodke, kjer se bodo obiskovalci lahko družili. Na okoli 6000 kvadratnih metrih, kjer je nekoč stala družinska kmetija, je v 8 letih zrasel kompleks Ars Viva. Dobrodošli. Obiskovalcem želijo pričarati domačno vzdušje, zato je poudarek na skupnih prostorih, galeriji, jedilnici in hodnikih. Če nam ne bi povedali, sploh ne bi opazili, da je hostel narejen po meri ljudi na invalidskih vozičkih. In to se pravzaprav niti ne vidi, da to ponujamo. Je vse zelo enostavno. Vidite, da se lahko zasukaš, da se lahko parkiraš. Poleg 4 zaposlenih jim pomaga še okoli 50 prostovoljcev. Kompleks je celotnemu kraju vdahnil novo energijo. Imamo tudi dvorano za izobraževanja, seminarje, razne delavnice in prireditve, pa tudi galerijo. Hostel je odlična novica tudi za občino, ki pred turistom ni mogla ponuditi dovolj prenočišč. Do sedaj smo imeli približno prenočitvenih kapacitet, tam nekaj okrog 50 ležišč. S odprtjem hostla se je ta kapaciteta povečala praktično za 100%. Zanje se tako že zanimajo Angleži, pa tudi Nizozemci, predvsem družine in organizirane skupine. Prvo skupino invalidov pa pričakujejo šele maja. Dosti teh, ki hodijo opazovati medveda, zdaj fotoshooting, drugače pa recimo za delavnice imamo pa različne. V prihodnjih 2 letih nameravajo dokončati še letno gledališče, restauracijo in bazen. Želimo si, da bi bil to nek center za inovativne nove ideje, kjer bi privabljal mlade in jim mogoče odprl oči, da se tudi v lokalnem prostoru da kaj narediti, da so tukaj možnosti za zaposlitev. In že kmalu bodo lahko ponudili nova delovna mesta. Skratka, ljudem bi radi prikazali, da ima tudi notranjska regija veliko za ponuditi. In Mirko, zdaj končno veš, kam lahko greš opazovati medveda. Dokler medved ne opazuje mene, nimam nič proti. Anja, najlepša hvala.